Pozdravljeni v naši redni rubriki, posvečeni gorečim privržencem roštilja, ljudem, ki gredo sami za rešetke in osrednjim figuram vseh piknikov. Žar mojstrom. Kot poznamo več vrst hrane za žar, poznamo tudi več vrst žar mojstrov. In najbolj znani mojstri žara so zagotovo fotri. Fotri, ki poleg čevapov obračajo tudi iste fore že od prvega človeka, ki je obrnil mamutov kotlet na kamnitem žaru. Si ne smem kle čevape, ampak če bi ti plesk. Fotri ima meso, ki ga je sam zmlel in ga peče na žaru, ki ga je sam sešvasal. Znan je po svojih nasvetih, ki pa so kot mleto meso. Malce začinjeni s političnimi konotacijami. Riba mora biti kot kašarec. Sama mora odstopiti. Prvi naravni sovražnik fotra je klasični mestni vegetarijanec. Prepoznali ga boste po kupu Tupperware posodic, ker je v strahu pred kontaminacijo vsa živila, zelenjavo in namaze pripravil doma. Na njegov prihod so potrebne priprave kot na prihod inšpekcije. Zna predstavljati tudi strošek za gospodinjstvo, odvisno kako načelen je. Skoraj zagotovo pa boste potrebovali še en žar, na katerem bodo kraljevali 4 jezdeci apokalipse. Seitan, soja, bučke in tofu. Potem imamo vedno bolj prisotno invazivno vrsto žar mojstrov, ki imajo vse, razen dovolj izkušenj. Poimenovali jih bomo s kratico pripravljen in fleten, a razočara. Na kratko, piflar. Na začetku sezone so kupili žar, ki je najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Sumljivo sijoč. Predpasnik je iste znamke in tudi preveč čist, da bi mu zaupali. Na YouTubu sledijo približno 10 kuharjem, a imajo enega najljubšega in ga citirajo, kakor študenti filozofije citirajo poezijo. Meso mora tako kot človek počivati. Vsaka peka žara je splanirana do potankosti. Preračunane so količine mesa na posameznika in če slučajno se zgodi, da kdo od gostov pripelje s sabo še 2 človeka, sledi kolaps sistema, kaos in uničen piknik. Ne počnite mi tega za božjo voljo. Še eno avtohtono sorto žar mojstrov poznamo, ki ne sme manjkati na nobenem pikniku. Ta, ki ve samo, da je treba meso fejst zalivati s pivom in kot vedno radi pripomnijo... Čuješ? Kjor je tu iz mesa, ne samo čevap, ja? V ožjem krogu so znani kot zalivalci, v širšem pa kot, alkoholiki. Z vami sem bil Probi Petan in do naslednjič vam želim, da se dim vedno vali stran od vas in da vaš ogenj nikoli ne ugasne. Razen, če ste na Krasu. A te zanima, kaj se zgodi naslednjič? Ja, ljuba duša, naroč se, da ne zamudiš. Točno tako.